Če trgovine zaradi zmanjšane ponudbe trenutno samevajo, pa je trenutno povsem drugačno vzdušje v lekarnah. Odkar je bilo dokazano, da pri lažjem prebolevanju COVID-19 lahko pomaga vitamin D, te beležijo naval na tako rekoč vse, kar ga vsebuje. Povečala se je izdaja zdravil z vitaminom D na recept, no pa tudi prodaja zdravil brez recepta in prehranskih dopolnil. Zelo, za trenutek nam je celo eno zdravilo, ki je brez recepta, zmanjkalo. Oziroma drugače povedano, vitamin D je trenutno to, kar je bil kvas spomladi. Vroča roba. Uživamo ga v večjih količinah, kot smo kadarkoli mislili, da ga bomo. Edina razlika je, da je bil kvas popularen predvsem v Sloveniji, vitamin D pa je postal svetovni fenomen. Najbolj inovativno idejo, kako vitamin približati ljudstvu, pa so dobili v Potrčevi najljubši regiji v Skandinaviji. Ob vsem tem pa se je pojavila tudi ideja, da bi po vzoru skandinavskih držav z vitaminom D bogatili hrano tudi v Sloveniji. No ja, dodajanje vitamina D v hrano mogoče učinkuje v Skandinaviji, ampak Slovenci smo drugačno ljudstvo. Pri nas bo veliko bolj učinkovito, če vitamin D namesto v hrano dodajemo pijačo. Kakšne maske pa razkužilo. Mi rabimo samo en velik šotor, par ljudi s harmonko, pa po nekaj tednih bo kacin brez službe. Slovenci smo mogoče skeptični do zdravil v injekcijah, če pa nam zdravilo natoči v kozarc 0,3, bomo pa brez problema poskrbeli za svoje zdravje. Ker imamo v Sloveniji vsak teden nekaj ukrepov več, ki jih z vsakim tednom razumemo manj, se je povečalo tudi število izdanih kazni strani zdravstvenega inšpektorata. Žal pa te ne delujejo kot sadomazohistične igrice, kjer je porednež vesel, če dobi kazen, baje. Ampak se vse pogosteje dogaja, da kršitelji zdravstvenega inšpektorja verbalno napadajo in to na zelo nizkoten in prostaški način. Med v narekovajih klasiko lahko uvrstimo kršitelje, ki med samim postopkom v pričo inšpektorja kličejo odvetnika in glasno poudarjajo, da se vidimo na sodišču. A res? A to je to? Državo moti, ker želijo podjetniki svojo kazen pravno preveriti? Ne vem, zakaj jih to preseneča. Samo imamo predsednika vlade, ki vedno znova poudarja, kako pomembna je vladavina prava. Do trenj med kaznodajalci in kaznojemalci pa pogosto prihaja zaradi nerazumevanja predpisov. Treba je namreč priznati, da so nekateri predpisi razumljivi približno toliko kot pravila Lige narodov. Vprašanje, ki se največkrat pojavlja, je, ali smemo zunaj na prostem narediti grižljaj hrane ali ne. Ta dilema se je začela s tole fotografijo, kjer naj bi policija oglobila dostavljalca hrane, ker je ta malical na javnem kraju. A kot je odgovorila policija, dostavljalec ni malical, maske pa ni želel namestiti na obraz. Tako kot tale dostavljalec smo tudi preostali vsakodnevno postavljeni pred hamletsko dilemo. Malicati ali ne malicati? To je zdaj vprašanje. Odgovor je očitno ne malicati. Obstaja pa seveda način, kako malicati in ne dobiti kazni. Maske vam ni potrebno nositi med rekreacijo. Torej, lahko burek mirno zaužijete medtem, ko kolesarite. Ali pa vsaj, ko tečete. Ne vem. Ker pa to najbrž ni najbolj zdrava rešitev, se je na dilemo že odzvalo gospodarsko ministrstvo in enkrat za vselej pojasnilo, kje smemo malicati in kje ne. Prepoved konzumiranja se veže izključno na konzumiranje prevzete hrane na in ob prevzemnem mestu, torej na območje te dejavnosti. Ne pa vse splošno, to je omejeno z drugimi odloki, ki niso vezani na odloke Ministrstva za gospodarstvo. Pardon my French, ampak kaj v naj bi to pomenilo? Uradna razlaga je torej, da hrano lahko poješ, če se malce odmakneš od izdajnega mesta, ker tam te ne bo kaznovalo Ministrstvo za gospodarstvo, ampak vsi drugi. Kar je podobno, ker če bi ti redar rekel, da ti ne bo dal kazni za parkiranje, poj pa na istem mestu dobil kazen od policije. V obeh primerih si nasrkal. Edina razlika, kateri sklic boš uporabil na položnici. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.